Pot do uspeha skozi opazovanje učnih procesov. Pri interakciji z digitalnimi orodji uporabniki, učenci, za seboj puščajo številne digitalne sledi. Nekatere sledi pustijo za seboj povsem nenačrtno, zgolj z dostopanjem do storitev ali strežnikov. Včasih pa sledi ustvarijo prostovoljno, na primer vsakič, ko si na spletu dopisujejo, komentirajo ali ocenijo določeno storitev ali izkušnjo. Tretja vrsta sledi je povezana z uspešnostjo oziroma z dosežki, rezultati v okviru dejavnosti, ki se izvajajo v digitalnih učnih okoljih. Vse naštete oblike digitalnih sledi skupaj generirajo podatke, ki jih je mogoče analizirati s pomočjo tehnologij umetne inteligence. Na tej točki se vprašamo, na kakšen način bi lahko analizirali podatke digitalnih sledi, da bi s tem pomagali učencem pri učenju in učiteljem pri poučevanju. Vzemimo za primer športno vadbo. S pomočjo aplikacij lahko modeliramo na primer informacije o trajanju aktivnosti, urah spanja ali urah okrevanja. Druge digitalne sledi zagotavljajo še bolj natančne podatke in lahko zajamejo tako imenovane biološke signale uporabnika. V kontekstu športa digitalne sledi torej omogočajo izboljšanje vadbene rutine, uporabnika usmerijo na primer v nakup boljših športnih copat. Učencem lahko omogočimo uporabo zmogljivih orodij, ki jim bodo v pomoč pri samoocenjevanju trenutnega stanja v primerjavi z objektivnimi kompetencami in vedenjem ob upoštevanju morebitnih napak, ki so jih naredili ter že doseženih uspehov. Z uporabo modelov za napovedovanje učencem zagotavljamo tudi druge koristne informacije. Ponudimo jim na primer dodatne personalizirane učne materiale, s pomočjo katerih se povečajo njihove možnosti za dober učni uspeh. Z vidika učiteljev se lahko vprašamo, kako uporabiti digitalne sledi učenja za prilagajanje učnih strategij in načinov poučevanja. Z uporabo orodja, kot je na primer nadzorna plošča, lahko tako generirana analiza in vizualizacija vedenja učencev omogočita učiteljem boljše razumevanje statusa učenca v danem trenutku ali obdobju. V končni fazi pa takšna orodja ponujajo tudi priporočila za ukrepanje in vire, ki podpirajo odločitev učitelja. Priporočila pogosto vključujejo razlage, ki učiteljem olajšajo odločitev, ali jih bodo uporabili ali ne. Ali torej lahko vsa ta spoznanja, ki jih prinaša uporaba orodij UI, institucijam omogočijo boljšo organiziranost, posodobitev, prenovo? Lahko s tem dosežemo, da koridorji učnih programov ne bi bili več tako strogo začrtani, zaprti, temveč bi predstavljali poti, ki so bolj fleksibilne, dopuščajo več manevrov, ki so z eno besedo resnično personalizirane?